tej priložnosti še posebej pozdravljam ministrico za izobraževanje, znanost in šport, doktorico Majo Makovec Brenčič in podžupana Mestne občine Ljubljana, gospoda Dejana Crneka. Današnji dogodek je prvi v nizu tradicionalnih dogodkov tedna Univerze v Ljubljani, ki se uvršča med 3% najuglednejših univerz na svetu. Leta 2019, natančneje 3. decembra, bo praznovala že svoj 100. rojstni dan. Do takrat se bo na Univerzi v Ljubljani nedvomno zvrstilo še mnogo uspešnih raziskovalnih dosežkov, s katerimi bo prepoznana tako doma kot v tujini. Zato je prav, da znanosti potrdimo pomembno veljavo, tudi z dogodkom, kot je današnji. Za uvodne besede prosim rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Ivana Svetlika. Spoštovana gospa ministrica, podžupan, spoštovani nagrajenci, nagrajenke oziroma raziskovalci in raziskovalke, ki ste bili izbrani za predstavitev najodmevnejših raziskovalnih dosežkov, kolegice in kolegi, dragi gosti. Letos Univerza v Ljubljani praznuje 97-letnico svojega delovanja. In prav je, da tudi letošnje praznovanje začnemo s predstavitvijo odličnih raziskovalnih dosežkov. Raziskovalni rezultati so izraz novo ustvarjenega znanja. Prav to pa upravičuje poseben položaj univerze v družbi. Brez raziskovanja in ustvarjanja novega znanja bi bila univerza navadna šola. Brez vidnih raziskovalnih dosežkov in objav nas ne bi bilo na zemljevidu uglednih univerz. Le z ustvarjanjem novega znanja lahko študentom ponudimo nekaj, česar ne dobijo kjerkoli drugje. Na Univerzi v Ljubljani si prizadevamo, da bi spodbudili še več raziskovalnega dela, še več raziskovanja in da bi dosegli še kakovostnejše rezultate. V ta namen smo vzpostavili razvojni sklad, s katerim spodbujamo prijavljanje na raziskovalne projekte. V letošnjem letu smo namene sklada razširili in določili tudi dodatne vire, ki se bodo v ta sklad stekali. Dodatno k temu smo skupaj z univerzami v Levnu, Pragi in Budimpešti oblikovali poseben sklad za pripravo prijav na evropske projekte. Razpis bo objavljen najkasneje v začetku prihodnjega leta. To pa je le eno od partnerstev, ki bo omogočilo medsebojno povezovanje in sodelovanje raziskovalcev in ki bo, upajmo, rezultiralo v novih prijavah in kvalitetnih raziskovalnih projektih in kvalitetnih rezultatih. Podobna sodelovanja si obetamo z univerzami v soseščini, kot so Graz, Reka in Trst, z univerzami Evropske De Guild mreže, s katero smo nedavno podpisali sporazum o vključitvi, in tudi s kitajskimi, korejskimi, japonskimi univerzami. Spoštovani, na Univerzi v Ljubljani vsako leto zablesti nekaj 10 raziskovalnih dosežkov. Želimo si, da bi postali vidni tako doma kot v okolju. Doma naj bodo spodbuda vsem raziskovalcem, ne le za povečan obseg raziskovanja, temveč predvsem za dvig kakovosti raziskovanja in kakovosti objav. Okolju pa s tem sporočamo, da glede na vložena sredstva na visoki ravni izpolnjujemo svoje temeljno poslanstvo. Hvala lepa za vašo pozornost in obenem že vnaprej čestitam vsem današnjim izbranim raziskovalcem in raziskovalnim skupinam. Hvala. Rektor, hvala. Čast mi je napovedati letošnjega osrednjega govorca, rednega profesorja, predstojnika laboratorija za biokibernetiko in namestnika predstojnika katedre za biomedicinsko tehniko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
V zadnjih 20 letih se osredotoča predvsem na preučevanje in uporabo elektroporacije v medicini, biologiji in biotehnologiji. Med njegovimi številnimi nagradami je tudi priznanje ambasador Republike Slovenije v znanosti. Je tudi častni član Evropskega združenja za medicinsko in biomedicinsko tehniko in znanost. Na odgovorniški oder vabim profesorja doktorja Damjana Miklavčiča. Spoštovani rektor, spoštovani nagrajenci, nagrajenke, spoštovani zbrani. Danes je dan za praznovanje, začenjamo pravzaprav cel teden praznovanja, teden univerze. Takšni dnevi, kot je današnji, so pomembni za univerzo in raziskovalce, pedagoge, ki smo na univerzi zaposleni, a me nekoliko spominjajo na živalski vrt. Ko gremo na obisk v živalski vrt, vidimo živali, ki jih običajno ne vidimo, in zato jih z zanimanjem in navdušeno opazujemo in občudujemo. Žal kmalu po odhodu iz živalskega vrta na njih pozabimo. In v splošnem se tudi po obisku zelo verjetno nič več in nič bolje ne zavedamo, kako in v kakšnih razmerah običajno živijo. Ob podelitvi Zoisovih in Puhovih nagrad letos je prejemnik Zoisove nagrade za življenjsko delo, akademik Branko Stanovnik, zaključil svoj nagovor z besedami: kakšno kritično besedo o financiranju in organizaciji znanosti v Sloveniji pa kdaj drugič. Danes je dan za praznovanje. Žal se z njim ne morem strinjati. Javnost nam namreč prisluhni le poredko in mislim, da moramo kritiko, naša hotenja in pričakovanja jasno izraziti takrat, ko pritegnemo njihovo pozornost. Takrat, ko so ponosni na naše uspehe in dosežke. Zato bom to priložnost izkoristil v ta namen, morda pa nas uslišijo. Pogoji za raziskovalno delo v Sloveniji in na univerzi niso najbolj rožnati, vendar nam kljub temu uspeva. Nagrajenci in prejemniki priznanj s svojimi raziskovalnimi dosežki in odmevnimi objavami to vsako leto dokazujejo. Lahko bi rekel, kljub relativno nizkemu financiranju, večinoma slabi in zastareli infrastrukturi in podpori. To nam uspeva z vztrajnostjo, iznajdljivostjo in sodelovanjem. Žal tudi splošna družbena klima ni vzpodbudna, saj sta šolstvo in znanost delo sovraženega javnega sektorja in torej predstavljata predvsem strošek za družbo, državo, brez očitne koristi zanjo. Poleg tega je univerza zaslovela v medijih z ekscesnimi avtorskimi honorarji in dodatki za stalno pripravljenost. Čeprav se tolažimo, da so bili za to krivi posamezniki, je slaba luč padla na vse, ki delamo na univerzi in na univerzo kot inštitucijo. In moje osebno mnenje je, da se na obtožbe in soočenje nismo najbolje in dovolj hitro odzvali. Pravzaprav bi se morali odzvati na takšne deviantne prakse že veliko prej, še preden so se razbohotile, in to na način, da bi jih preprečili. Zdi se, da vse prevečkrat pogledamo v stran, namesto da bi jasno opozorili na nepravilnosti in napake. Bojim se, da bomo za ta naš odnos še dolgo plačevali ceno. Nekaj mesecev nazaj sem prebral posmehljiv komentar k navedbi, da bi se z več denarja za raziskave in delo na univerzi lahko vrščili na lestvicah svetovnih univerz bistveno više od našega trenutnega mesta. Tak posmehljiv komentar v enem od vidnejših slovenskih časnikov jasno kaže, da naše zahteve po povečanju financiranja ne veljajo za legitimne. Čeprav veliko govorimo o univerzi in o rangiranju univerz, se je treba zavedati, da je kolektiv sestavljen iz posameznikov. S posamezniki, ki izstopajo svojimi izjemnimi dosežki, kot današnje nagrajenke in nagrajenci, ali pa prejšnji vikend, na primer Ilka Štohec in pred njo Tina Maze in Peter Prevc, se radi identificiramo.
Vendar pa je za temi posamezniki, ali bolje rečeno, z njimi cela ekipa, kolektiv. In danes gre običajno za interdisciplinaren kolektiv, za interdisciplinaren tim. Interdisciplinarnost je verjetno edini pravi odgovor na najbolj pereče družbene, ekonomske in tudi raziskovalne probleme, ali kot je meni mnogo ljubše, izzive. Interdisciplinarnost se prepričan je botrovala tudi večini, če ne kar vsem prepoznavnim najodmevnejšim raziskovalnim dosežkom Univerze v Ljubljani v letu 2016. Pa vendar interdisciplinarnost zadene na institucionalne ovire povsod po svetu, tudi v Sloveniji in tudi na naši univerzi. Interdisciplinarnost se spotakne ob ovire na vseh nivojih, od katedre do senata. Številne prepreke srečamo na vsakem koraku. Habilitacije, izbira predmetov na nematičnih fakultetah, da ne govorimo o financiranju in vzdrževanju vrtičkov, ki jih goji Agencija za raziskave Republike Slovenije z zagotavljanjem praktično nespremenjenih razmerij financiranja med vedami in področji znotraj več že desetletja. Raziskovalci na univerzah smo po celem svetu v velikanski prednosti pred našimi kolegi, ki delujejo na inštitutih zaradi neposrednega stika s študenti in torej tudi nepresahljivega vira ukaželjnega mladega uma, ki ne ve, kaj se sme in kaj ne. Samo mladi, ne rečem predrzni mladi, ob mentorstvu najboljših raziskovalcev, pedagogov, ki so močno vpeti v mednarodno mrežo, bodo sposobni reševanja najtežjih raziskovalnih in tudi perečih družbenih problemov, s katerimi se srečujemo in se bomo z njimi srečevali v prihodnosti. Slovenija že dolgo vztraja pri programu mladih raziskovalcev in verjetno nas ravno ta program najbolj loči od ostalih tranzicijskih držav. Na ta program moramo biti ponosni in tudi mladi raziskovalci so bistveno prispevali in še prispevajo k mestoma odličnemu raziskovalnemu delu na univerzi in sem prepričan, so sodelovali tudi pri večini današnjih najodmevnejših raziskovalnih dosežkih. Žal so se sredstva za znanost v Sloveniji po letu 2010 drastično znižala in se še ne povečuje in verjetno bo preteklo še kar nekaj let, preden se bomo vrnili na raven financiranja v letih pred krizo. Pa čeprav je kriza po vseh ekonomskih kazalcih minila že kar nekaj časa nazaj. Zato je veliko mladih po zaključku študija primorano oditi v tujino. Oditi v tujino in si tam nabrati izkušenj ter vzpostaviti stike za nadaljne sodelovanje je seveda nujno in koristno. Vendar pa se je potem treba vrniti domov, v domovino. Zato bi rad pozdravil prve poskuse ministrstva, ki poskuša privabiti mlade strokovnjake, doktorje znanosti, da se iz tujine potem vrnejo domov. Ampak 3-letni projekti bodo težko privabili mlade nazaj. Vsaj 5-letne projekte jim moramo ponuditi in predvsem jasno vizijo, kaj in kako naprej po teh 5 letih oziroma po tem projektu. Raziskovalno delo je tek na dolge proge. Rezultati žal niso dosegljivi čez noč in poti do rešitev znanstvenih problemov niso vedno premočrtne. Rezultati pa ne očitno uporabni. Pri raziskavah elektroporacije, s katerimi se ukvarjam že 25 let, lahko povem, da je od prvih poskusov do uvedbe in uporabe v kliniki preteklo že skoraj 30 let. Znanost in raziskovalci torej potrebujemo dolgoročno in stabilno financiranje. Vsaka prekinitev ali zmanjšanje financiranja lahko na raziskovalno delo vpliva pogubno. Ponoven zagon in vzpostavitev raziskovalne skupine pa je velikokrat celo nemogoč. Takšen financer je lahko samo država. In država bo morala tudi univerzi priznati ustanoviteljske obveznosti ali najti drug način financiranja in ji priznati avtonomnost razporejanja teh sredstev, da bo tudi tako zagotovila nemoteno raziskovalno delo na univerzi. Skoraj smo že pozabili namreč, da je raziskovalno delo pogoj za poučevanje in učenje na univerzi. Tudi zato moramo na univerzi urediti status in položaj raziskovalcev, veriženje pogodb za določen čas,
Zaposlovanje od projekta do projekta ni spodbudno za mladega človeka, ki si želi ustvariti družino. Kaj šele za nekoga, ki ima družino in ji mora zagotoviti ekonomsko in socialno varnost. Mogoče je ena izmed možnosti tudi zmanjševanje pedagoških obremenitev najbolj obremenjenih in bolj enakomerna porazdelitev pedagoškega dela. Zmanjševanje pedagoške obremenitve za naše najboljše in najvidnejše raziskovalce pa jim omogoči tudi bolj intenzivno raziskovalno delo, še boljše, še bolj odmevne dosežke in torej posledično tudi višjo uvrstitev univerze na svetovnih lestvicah. Ta praksa se je že prijela na nekaterih članicah univerze, no, vsaj na naši fakulteti, v manjši meri in v mandatu sedanjega dekana. Kako bo naprej? Bomo videli. Delo študenti, njihovo vključevanje v razvojno in raziskovalno delo je pomemben ključ do uspehov, ki mislim, da mu namenjamo premalo pozornosti. Veliko študentov si želi dela na konkretnih problemih. Reševanje problemov bistveno prispeva k poglobljenemu učenju in doseganju po Blumu in Marzanu hierarhično višjih znanj in ciljev, ki nam brez tega niso dosegljivi. Seveda takšno delo študenti zahteva bistveno večji angažma ter več pedagogov in raziskovalcev. Izboljšati moramo torej razmerje pedagog-študent, za kar moramo seveda pridobiti več sredstev. Naš glavni proizvod v pedagoškem procesu, ki temelji na raziskovalnem delu, je ravno diplomant. Tega se premalo zaveda javnost, tega se premalo zavedamo in premalo poudarjamo tudi sami. Večina strokovnega kadra v Sloveniji, visoko strokovnega kadra v Sloveniji se je šolalo ravno na naši univerzi. Od nas javnost in gospodarstvo pričakuje tako rekoč instant rešitve njihovih problemov in nemalokrat slišimo, kako neuporabno da je znanje, ki ga ponujamo in kako podjetja nimajo velike koristi od nas. Pozabljajo pa, da je visoko izobražen kader, ki ga zaposlujejo in na katerem temelji tudi njihov razvoj, večinoma diplomiral ravno na Univerzi v Ljubljani. Res pa je, da financiranje temeljne znanosti in visokošolskih izobraževalnih programov ni smiselno, če rezultatov kot družba ne znamo uporabiti. Zdi se mi, da ravno ta del šepa. Prenos, ali mogoče bolje pretok znanja in kadrov v gospodarstvo in zakaj ne tudi iz gospodarstva na univerzo. V zadnjih letih je univerza že storila nekaj pomembnih korakov. Od urejanja ravnanja z intelektualno lastnino, ustanovitvijo univerzitetnega inkubatorja, inovacijsko-razvojnega inštituta, kariernega centra in razvojnega sklada ter spodbujanja neposrednega povezovanja s podjetji, vendar je možnosti še veliko. Poleg dodatnega denarja pa moramo predvsem na tej poti vztrajati. Med podjetji in univerzo moramo zgraditi medsebojno zaupanje, skupni jezik in spoštovanje. V novem letu se zopet podajamo v volilno leto. Upam, da bo novo vodstvo nadaljevalo in vztrajalo na teh poteh, ki jih ubiramo zadnjih nekaj let. Žal se vse preveč zanašamo na državo in se izgovarjamo na zunanje dejavnike, neugodne razmere ali neugoden čas. Ne gre spregledati, da je nestabilnost politike verjetno edina njena stalnica. Naša kredibilnost, da zahtevamo več denarja, kot sem že omenil, ni na najvišjem nivoju in se mora najprej precej dvigniti. Glede na to, in ker naše zahteve po več denarja vzbujajo prej posmeh kot razumevanje, se moramo spomniti starega reka: pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. In torej postoriti stvari, ki jih lahko postorimo sami. Hvala lepa. Profesor Miklavčič, hvala, ker ste z nami delili vaše mnenje. Izpisala sem si nekaj besed: zaupanje, skupni jezik in spoštovanje. To so zagotovo besede, ki vodijo k uspehu, zato si jih je vredno vtisniti v spomin.
Preden nadaljujemo z današnjim dogodkom, nam bo trobilni ansambel Bras z Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani zaigral uverturo Tako je govoril Zaratustra skladatelja Richarda Straussa. Lepo prosim. Najodmevnejše raziskovalne dosežke Univerze v Ljubljani smo letos izbrali že 3. leto zapored. Zato, da smo na nje lahko še posebej ponosni, jih zberemo v takšno priročno knjižico. Letos jo je uredil gospod Samo Kranjec, sicer pa ste jo vsi ob prihodu na današnji dogodek tudi prejeli. Da pa takšna knjižica lahko sploh nastane, je dosežke treba najprej oceniti. Kako je potekalo delo komisije, ki je izbrala najodmevnejše raziskovalne dosežke Univerze v Ljubljani v letu 2016, nam bo povedal prorektor profesor dr. Martin Čopič za področje znanstveno-raziskovalnega dela Univerze v Ljubljani. Izvolite. Spoštovana gospa ministrica, spoštovani podžupan, spoštovani raziskovalci, zbor. Veliko veselje mi je, da lahko letos spet predstavimo 10 najodličnejših rezultatov, raziskovalnih rezultatov Univerze v Ljubljani. Posebej še bi rad omenil to, da smo letos kot univerza prvič prejeli napredni projekt Evropskega raziskovalnega sveta profesorja Tomaža Prosena, ki je danes med nami. Spomniti se moramo, da te projekti so tisti nekako odraz najodličnejše znanosti, ki jo v Evropi imamo. In dovolite mi, da izrabim ta trenutek, da nekoliko to pokomentiram. Slovenska znanost je po številu raziskovalcev in po številu objav torej na prebivalca visoko v evropskem vrhu, po drugi strani pa kaže najodličnejši rezultati, torej recimo najbolj citirani članki, tam smo pa pod evropskim povprečjem. In torej to pomanjkanje odličnosti je najbrž glavni razlog, zakaj vendarle nimamo teh najodličnejših rezultatov, recimo projektov Evropskega raziskovalnega sveta, pač primerno število. Za nas bi bilo primerno ne 3, kolikor jih imamo v Sloveniji trenutno, ampak vsaj 5-krat toliko. Očitno imamo težave z odličnostjo in jaz mislim, da poleg seveda sredstev, o čemer ves čas govorimo, je velik del odgovornosti tudi na našem sistemu torej ocenjevanja znanosti, tako v sami agenciji, ker se agencija sicer seveda trudi za izboljšavo,
kriterijev, kot tudi na sami univerzi pri tem, kakšni so naši habilitacijski postopki. Mnogo preveč nagrajujemo veliko število povprečnih člankov in premalo damo na manjše število, ampak res vrhunskih dosežkov. Kot konkreten primer, nekdo z velikim številom povprečnih člankov, ki jih lahko napišemo v kratkem času, nekaj mesecev, bo lažje prišel do povišanja naziva, kot če bo delal na enem zahtevnem delu, ki ga bo na najvišji način lahko objavil in bo na njem delal leta. Zdaj, vendarle današnji dosežki nam kažejo, da imamo na Ljubljanski univerzi tudi odlično znanost, ki nam je lahko vsem za zgled. Omenil bi tudi to, da je velik del teh rezultatov plod sodelovanja tako z domačimi raziskovalci na drugih inštitutih kot na mednarodnem nivoju, kar kaže na to, da je sodelovanje eden ključnih elementov za doseganje odličnosti. Zdaj, čisto konkretno, univerza, torej prejeli smo 37 predlogov iz fakultet. Upam, da so fakultete res izbrale same svoje najboljše dosežke. Komisija v sestavi profesor dr. Damjana Rozman, profesor dr. Marko Munih, in profesor dr. Maja Bučar in jaz smo pač tukaj po najboljših močeh izbrali 10 takih del, ki so po eni strani pač kazala največje znamenja odličnosti, po drugi strani pa tudi tako zgodbo, ki je zanimiva za širšo javnost in seveda, ki je poleg odličnosti tudi kaže rezultate, ki bi utegnili pač biti koristni tudi za širšo skupnost. Jaz vsem izbrancem čestitam za odlično opravljeno delo in želim, da bi še naprej uspešno delali. Hvala lepa. Prorektor, najlepša hvala. Poglejmo torej, kateri raziskovalci Univerze v Ljubljani so bili v letu 2016 najuspešnejši z njihovimi raziskovalnimi dosežki. Naj samo povem, preden spoznamo prvega, da bodo imeli raziskovalci za svoje predstavitve na voljo 4 minute. Zadnjo minuto jih bo kolegica, ki tamle sedi, z dvignjenim napisom 1 minuta opozorila na čas, v katerem morajo svoje predstavitve raziskovalci zaključiti. Zdaj pa na govorniški oder vabim doktorico Polonco Štefanič z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, eno izmed avtorjev raziskovalnega dosežka z naslovom Sorodstvena diskriminacija bakterij. Dosežek bo predstavila v imenu raziskovalne skupine. Spoštovani, čast mi je, da vam predstavim naš dosežek in sicer sorodstveno diskriminacijo pri bakteriji Bacillus subtilis. Sorodstvena diskriminacija omogoča višjim organizmom, kot smo ljudje in živali, pa tudi rastline, da prepoznavamo sorodnike od nesorodnikov in roko na srce, raje pomagamo sorodnikom. Zanimivo je, da tudi bakterije lahko prepoznavajo sorodnike, čeprav same nimajo kognitivnih sposobnosti. In kako to počnejo, smo mi v naši raziskavi ugotavljali v procesu rojenja bakterij in pa kolonizacije rastlinske korenine. Kaj pa je rojenje? Verjetno ste se vsi spoznali že s temi slikami, sploh tisti, ki imate vinograde, ste se mogoče ob tej sliki zdrznili, ali pa ste bili na kakšnem potovanju in ste opazovali rojenje rib. Rojenje je zelo koordinirano obnašanje. Verjetno nikoli niste opazili, da bi se ptice med rojenjem trkale. No, podobno rojijo tudi bakterije. Rojenje bakterij je koordinirano gibanje bakterij po površini poltrdnega gojišča in bakterije, tako kot ptice in tako kot
recimo ribe morajo sodelovati pri takem premikanju. To pomeni, da tudi sintetizirajo raznorazne kemikalije, ki jim to omogočajo. In mi smo ugotovili, da se bakterije med rojenjem prepoznavajo. Če recimo na agarsko ploščo nanesemo dve zelo sorodni bakteriji, se ti dve bakteriji na stiku rojev prepoznata in vidimo, da ne prihaja do nobenih negativnih interakcij. Povsem drugačno sliko vidimo, kadar nacepimo dve manj sorodni bakteriji, ki ne sodelujeta in med njima pride do močnih interakcij, antagonističnih interakcij in v tej liniji, ki jo vidimo s prostim očesom, opazimo tudi veliko mrtvih celic. Kot sem že omenila, smo to prenesli tudi na rastlinsko korenino, kajti Bacillus subtilis je talna bakterija in rastlinska korenina je nekako naravni habitat te bakterije. Ugotovili smo približno podobno. Kaj se zgodi, kadar na korenino bakterije nanesemo dve visokosorodni bakteriji? Bakteriji, ki sta zelo visokosorodni, sobivata, sodelujeta in med njima ne prihaja do negativnih interakcij. Kadar pa na korenino nanesemo dve manj sorodni bakteriji, pa vidimo, da po nekaj časa, po recimo 24 urah, obstane na korenini samo ena. To pomeni, da ena drugo izrine, pobije. Aplikacije našega znanja so zelo široke. Naprimer, Bacillus subtilis je industrijsko zelo pomemben mikroorganizem, uporablja se v proizvodnji naprimer encimov za pralne praške in tudi biosurfaktantov in ostalih pomembnih snovi. Zato je poznavanje takih interakcij pomembno pri načrtovanju in optimizaciji industrijskih procesov. Potem verjetno veste, da je Bacillus subtilis tudi zelo star probiotik, tako za človeka kot živali, in je poznavanje interakcij med sebi Bacillus subtilis pomembno tudi pri načrtovanju probiotikov. In ne nazadnje, trenutno najbolj hot topic, Bacillus subtilis je rastlinski zaščitnik. To pomeni, da ščiti rastlino pred patogenimi, se pravi škodljivimi mikroorganizmi in hkrati spodbuja rast rastlin. In mi se bomo v prihodnje trudili, da bomo s pomočjo znanja, ki ga bomo pridobili na osnovi sorodstvene diskriminacije, razvili biognojila, bakterijske pripravke, ki jih bomo lahko aplicirali na posevke in s tem zmanjšali uporabo kemikalij in zvišali varovanje okolja. No, ob koncu bi se rada zahvalila naši ekipi iz Ljubljane, profesor Mandić Mulec in docentki dr. Barbari Krajger ter sodelavcem iz Harvarda. Zahvalila bi se ARRS-ju, ki nam omogoča, da lahko raziskujemo tako zanimive projekte, in pa seveda vam, ki ste nas izbrali kot najodmevnejši dosežek v letu 2016. In hvala vam za pozornost. Doktorica Štefanič, najlepša hvala. Ker smo vedeli, da nam imajo avtorico dosežka povedati še marsikaj zanimivega, smo jih ujeli že pred današnjim dogodkom. Poglejmo, kaj so nam še povedale. Seveda so lahko kooperativne, se združujejo v več
Najlepša hvala tudi za ta dodatna pojasnila. Naslednji najodmevnejši raziskovalni dosežek ima naslov Dejavnik, ki vpliva na investicije v energetsko učinkovitost in čiste tehnologije, empirična analiza slovenskih predelovalnih podjetij. Avtorice prihajajo z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. V imenu raziskovalne trojice ga bosta predstavili profesorici doktorici Nevenka Hrovatin in Jelena Zorič. Prosim. Spoštovani rektor, spoštovani vsi prisotni. Naša raziskava je nastala v okviru programske skupine ARRS, ki jo tudi vodim, in poleg naju je v raziskavi sodelovala tudi kolegica profesor Nives Dolšak iz Univerze Washington, Seattle, ZDA. Energetska učinkovitost je Evropska unija postavila v zadnjem zimskem svežnju energetske zakonodaje na prvo mesto. Mednarodna energetska agencija pa jo je prepoznala kot prvo gorivo 21. stoletja. Industrija je bila v preteklosti najbolj zaslužna za zniževanje energetske intenzivnosti v Sloveniji. V naši raziskavi smo se oslonili na teoretsko vrzel v energetski učinkovitosti, ki se kaže v tem, da je na voljo veliko energetsko učinkovitih tehnologij, vendar zelo zaostaja njihovo uvajanje v prakso. Te tehnologije pa niso samo energetsko učinkovite, ampak so tudi ekonomsko učinkovite, kar pomeni, da se industriji splača uporaba teh tehnologij. Številni avtorji so poskušali teoretsko prepoznati vzroke za to vrzel in jih klasificirati v različne kategorije, med katerimi so zlasti ekonomski dejavniki, vključujoč tudi značilnosti podjetij, ekonomske ovire, ki jih povzročajo napake v delovanju trga, obnašalni in organizacijski faktorji. Po drugi strani pa so se oblikovale tudi taksonomije spodbujevalnih dejavnikov, med katerimi so poleg omenjenih kategorij zelo pomembne tudi energetske politike. Seveda so med spodbujevalnimi dejavniki v kategorijah prisotni drugi dejavniki kot pri ovirah. Mi smo se naslonili na ta teoretska spoznanja in proučili tudi vrsto empiričnih študij, da smo na osnovi tega oblikovali izhodišča za našo raziskavo. V naši raziskavi smo proučevali dejavnike, ki vplivajo na investicije v energetsko učinkovitost in čiste tehnologije, in sicer na vzorcu panelnih podatkov podjetij iz predelovalnih dejavnosti v obdobju 7 let. Pri tem smo za pridobitev ustreznih podatkov potrebovali združitev različnih baz, pri čemer se vpletenim institucijam zahvaljujemo za njihovo sodelovanje. Zlasti bi na tem mestu izpostavili Statistični urad Republike Slovenije, ki nam je omogočil dostop do zaupnih mikropodatkov podjetij. Ocene modelov slonijo na ekonometričnih modelih diskretne izbire, in sicer smo uporabili probit in bivariatni probit model, pri čemer smo modele ocenili z uporabo metode največjega verjetja. Rezultati naše raziskave so prikazani v naslednji tabeli, pri čemer so glavni izsledki raziskave naslednji. Med obema vrstama investicij obstaja pozitivna povezava, poleg tega pa na obe vrsti investicij vplivajo podobni, vendar ne identični dejavniki. Tako je ugotovljen pozitiven in statistično značilen vpliv visokih stroškov energije, nadalje tržnega deleža, izvozne naravnanosti podjetij in ugodnih pričakovanj vodilnih o prihodnjem poslovanju podjetja. Poleg tega pa na investicije v energetsko učinkovitost pozitivno vpliva tudi prisotnost tujega kapitala. Pomembno je tudi, da ostale investicije v podjetjih ne izrinjajo okoljskih investicij, z izjemo razširitev obstoječih zmogljivosti, pri tem pa pri ostalih investicijah ugotavljamo komplementarne učinke. Nadalje,
Na investicije pomembno vplivajo tudi panožne značilnosti, pri čemer gre zlasti izpostaviti strogost okoljske regulacije. Več o aplikaciji rezultatov v posnetku, za konec pa bi se želela zahvaliti Univerzi v Ljubljani, ker je naš raziskovalni dosežek kot edinega s področja družboslovja prepoznala in ga uvrstila med najodmevnejše dosežke Univerze v Ljubljani v letu 2016. Hvala. Hvala obema. Pri vsem tem se je seveda treba vrniti na sam začetek, zato se nikakor nismo mogli upreti naslednjemu vprašanju. Raziskava se torej nadaljuje, jaz pa na govorniški oder že vabim docenta doktorja Žigo Špiclina s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Predstavil bo dosežek, ki je prav tako odmeval od javnosti, in sicer bo z metodo, o kateri bomo več slišali v naslednjih minutah, omogočeno zelo natančno spremljanje razvoja možganskih bolezni in poteka njihovega zdravljenja. Prosim. Lep pozdrav, spoštovani rektor, spoštovani prisotni. Hvala za besedo in pomoč tehnično. Predstavil bi delo svojih sodelavcev, mladiraziskovalcev v laboratoriju za slikovne tehnologije, v katerem se ukvarjamo z analizo medicinskih slik, in sicer podpodročje, ki ga s svojimi sodelavci obravnavam, je področje avtomatske analize magnetno-resonančne preiskave. Zakaj je to področje pomembno? Naj ga majčkeno motiviram z nekaterimi podatki Svetovne zdravstvene organizacije, in sicer Svetovna zdravstvena organizacija je v bistvu objavila podatke, katerih kaže, da 30% vseh let v invalidnosti, kar je eden izmed pomembnih parametrov pri vrednotenju vpliva posamezne bolezni na družbo, da je pač 30% vseh let invalidnosti doprinesejo možganske, nevrološke in razne mentalne bolezni. In kar je mogoče še bolj alarmanten podatek, je seveda ta številka 800 milijard evrov, ki se na primarni, sekundarni in terciarni ravni v Evropi na leto porabi za obravnavo bolnikov s temi boleznimi. In kar je mogoče še primerjalno zanimiv podatek, je ta, da je skupni stroški zdravljenja kardiovaskularnih bolezni in pa onkoloških bolezni skupaj so več kot 4-krat manjši od stroškov zdravljenja možganskih bolezni. Se pravi, to je zelo pomemben problem, ki ga lahko pa obravnavamo, vsaj z našega tehničnega stališča, na tak način, da pomagamo samo MR preiskavo, ki je do zdaj z očesnim radiološkim vrednotenjem bila opredeljena zelo kvalitativno, se pravi samo opisno, da jo obravnavamo kvantitativno, se pravi, da v sami MR sliki naredimo neke kvantitativne meritve, kot so meritve recimo volumna zdrave možganovine, meritve volumna recimo patoloških struktur, kot je tumor, ostalih patoloških struktur, kot so recimo demizinacijske spremembe oziroma neki vnetni procesi, ki se dogajajo v možganih, ki so prikazani tudi na tej sliki v obliki nekih fokalnih žarišč. In pa, kar je še pomemben proces, ki je predvsem značilen za recimo bolezen multiple skleroze in pa Alzheimerjevo demenco, je proces nevrodegeneracije oziroma počasnega oziroma pospešenega propadanja aksonov, in ki ga je vsaj z radiološkim opredeljevanjem pač nemogoče na kratki rok zaznati. In to je tisto, kar bi radi z avtomatsko analizo slik naredili. In tukaj je samo na kratko ilustriran primer analize magnetno-resonančne slike, ki ima
kot patološko strukturo tumor. Sprav glavna ideja pri načrtovanju tega postopka, ki smo ga objavili v večjih revijah, ki so spodaj navedene, je ta, da v bistvu analizira sivinske vrednosti v magnetno-resonančni preiskavi in to na tak prostorsko porazdeljen in zelo robusten in zanesljiv način. Kar je običajno v literaturi, je to, da se te porazdelitve sivinskih vrednosti za nekimi enostavnimi modeli opišejo in te modeli v bistvu opisujejo sivinske vrednosti zdravih struktur. In te so običajno po volumnu največje od patoloških struktur, zato tega jih lahko avtomatsko natančno izločimo. Vidimo pa, da te modeli so mogoče preveč enostavni, zato da lahko dovolj natančno izločimo patološke strukture. Zaradi tega smo predlagali izboljšavo in sicer, da te modele prostorsko porazdelimo in prostorsko naučimo in na podlagi tega bolj natančno izločimo te patološke strukture. In tukaj na primeru tumorja pokazano pa že lahko na ta način bolj natančno zmerimo recimo volumen tumorja. Kakšna je zdaj uporabna vrednost takih metod, je ta v bistvu, da lahko te procese kvantitativno opišemo skozi čas. In tukaj je en primer prikazan grafa na desni strani zgoraj, ki v bistvu kaže normaliziran volumen celotne možganine glede na starost posameznika. In to so zdravi posamezniki, ta graf smo pač za analizo 600 MR preiskav zdravih posameznikov pridobili in tukaj je že opazno, da možgani, ko se pač staramo, spravo to od leta 20 do 80 leta starosti, počasi krčijo, se pravi, da je prisoten proces nevrodegeneracije že pri zdravih osebah. In seveda v ta graf lahko za neko novo preiskavo rišemo, kje se določen posameznik nahaja glede na populacijo, lahko pa seveda tudi spremljamo patološke procese, ker tukaj vidimo že na MR sliki povečane ventrikle, kar kaže na v bistvu prisotnost nevrodegeneracije. In seveda take procese želimo spremljati preko časa in jih zaznati v obdobju, ko posameznik še ima pač, bi rekel, neko normalno volumen možganovine, predno ta proces nevrodegeneracije pripelje do tega, da so že vidni nevrološki znaki. In glavna prednost te analize je v tem, da te bolezni lahko spremljamo bistveno bolj natančno in bistveno prej v primerjavi z drugimi kliničnimi testi ali pa radiološkim opredeljevanjem v bistvu zaznamo, da so te procesi v teku in je lahko tudi na ta način preko zdravljenja opazujemo, ali zdravljenje ima vpliv in kakšen vpliv ima na te procese. Spodaj je prikazan še primer uporabne vrednosti takih meritev. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, dr. Špiclin. In ker so možgani tako zanimivi, da bi v njih lahko govorili ure in ure, smo si prejšnji teden dr. Špiclina drznili zmotiti pri delu. Prijazno nam je odgovoril na vsa naša dodatna vprašanja. Zdravljenje
Še enkrat hvala, dr. Špiclin. Z obetavnim odkritjem za izboljšanje zdravljenja avtoimunskih in vnetnih obolenj ter raka se lahko pohvalijo raziskovalci s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. V imenu raziskovalne skupine ga bosta predstavila profesor dr. Stanislav Gobec in docentka dr. Martina Gobec. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. No, naj najprej pojasnim, da z Martino nismo popolnoma nobenem sorodstvu. Torej, naš dosežek spada na področje predkliničnega razvoja zdravil. To je tiste zgodnje faze razvoja zdravil, ko še raziskujemo tarčna mesta, kamor se vežejo zdravila, in prve majhne molekule ali pa velike molekule, ki se vežejo na ta tarčna mesta. No in samo tarčo nam bo najprej opisala Martina. Torej, da umestimo zgodbo v kontekst. Proteasomi so multikatalitični encimi sočkaste strukture, katerih vloga je razgradnja substratov na manjše fragmente, torej delujejo kot mlinčki. V celicah, v večini celic, obstajajo v tako imenovani klasični obliki, pri čemer v imunskih celicah dominira imunoproteasom. Imunoproteastom ima številne fiziološke vloge, preko katerih uravnava homostazo same celice. In sicer za svojim delovanjem vpliva tako na signalizacijo samih celic, vpliva na procesiranje antigenov, vnetne procese, hkrati pa odstranjuje tudi oksidirane proteine. Seveda se pričakuje, da če njegova vloga ni močno uravnana, lahko pride do razvoja patoloških stanj. Dognanja kažejo, da je patološko stanje, kjer ima imunoproteasom pomembno vlogo, so tista nevrološka stanja, rakava obolenja in predvsem avtoimunska obolenja, zato seveda kliče sam po sebi kot pomembna oziroma obetavna tarča. No, do sedaj znani zaviralci imunoproteasoma so imeli v glavnem peptidno strukturo. To pomeni, da jih kot takšne ne moremo uporabljati v obliki tablete, ker v želodcu takoj pride do njihove razgradnje na posamezne gradnike, kot je prikazano na tejle sliki. Zato smo mi že na začetku naše raziskav tako načrtovali razvoj, da smo odstranili to peptidno strukturo in se osredotočili na drugačne molekule, ki nimajo tega problema razgradnje. No in najprej smo začeli z računalniškimi metodami, kjer smo z simulacijo raziskali, kako se milijoni različnih komercialno dostopnih molekul iz tako imenovanih virtualnih, navideznih knjižnic vežejo v aktivno mesto imunoproteasoma in na to izbrali samo tiste, ki so se izkazale v tej in silico, kot temu pravimo, simulaciji. Izbrali smo te najboljše molekule na osnovi simulacij in se lotili potem sinteze analogov, najbližjih bratov in sester teh molekul z namenom, da bi našli še večjo skupino aktivnih molekul in jih na ta način tudi optimizirali. Seveda je ob bok sami sintezi stalo encimsko vrednotenje, s katerim smo sploh preverili, ali gremo v pravo smer. Same spojine smo testirali na izoliranem imunoproteasomu in tako postavili osnovne strukturne zahteve za doseganje inhibicije. Dobili smo nabor spojin, ki so delovali v nizko nanomolarnem območju in te spojine smo nadalje potem tudi vrednotili za njihovo selektivnost. Preverili smo tudi, če podatke, ki jih dobimo na encimskih testih, lahko prenesemo na in vitro teste, torej na celične nivoje, in ugotovili, da dobimo popolnoma primerljive rezultate, tudi tisti pozitivni kontroli nepeptidnemu znanemu zaviralcu, ki je v kliničnih študijah. Tako da, če na koncu povzamem, imunoproteasom predstavlja zagotovo obetavno tarčo za zdravljenje različnih obolenj. Naš doprinos na to področje je razvoj reverzibilnih in irreverzibilnih nepeptidnih zaviralcev, s čimer smo močno razširili kemijski prostor, v katerem lahko poteka nadaljnji razvoj. Še zahvala. Vse raziskave v tem dosežku so bile opravljene v Sloveniji, večinoma na Fakulteti za farmacijo v dveh manjših skupinah, torej skupini profesor Mlinarič Raščanov in v moji skupini. Posebej moram seveda izpostaviti prva dva enakovredna avtorja, torej Martino Gobec in Izidorja Sosiča. In moram se dotakniti še odličnega nagovora profesorja Miklavčiča. Mogoče je pozabil dodati, da takšne presežne odkritja, kot je tale, so lahko doseženo samo v večjih skupinah in v tej skupini so predvsem podoktorski raziskovalci.
Inštrumentov za financiranje podoktorskih raziskav v Sloveniji praktično nimamo. Tu je več podoktorskih raziskovalcev, kot jih v celi Sloveniji ARRS financira na enem razpisu. Nažalost, tudi zaradi tega so večinoma že v službi v industriji, hvala Bogu imamo dobro industrijo, ki jih je seveda takoj zaposlil, tisti, ki pa ostajajo, so pa na verižnih pogodbah. Tako da jaz upam, da jih bomo ohranili na kakršenkoli način še naprej in da bomo dosegali podobne prebojne dosežke. Hvala za pozornost. Vse smo že prej vedeli, da znanstveno raziskovanje ni mačji kašelj, zato smo naše raziskovalce že pred današnjim dogodkom vprašali, koliko vseh raziskovalcev je pri takšni raziskavi sploh sodelovalo. No, to so nam povedali tudi še v nadaljevanju. Zanimalo pa nas je tudi, kakšna so pričakovanja farmacevtske industrije. Poglejmo. Odlično, srečno z raziskavo tudi v prihodnje. S fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo pa prihaja odkritje, ki bistveno poceni pridobivanje vodika. Dosežek bo predstavil docent dr. Boštjan Dženorjo. Dober dan, hvala za povabilo. Motivacija, zakaj se ukvarjamo z sistemi za konverzijo energije, temelji na tej sliki. V osnovi poznamo dva vodna cikla, in sicer naravnega, katerega vsi poznate, kjer preko sonca in dvigovanja potencialne energije vode s hidroelektrarnami dobimo električno energijo. To električno energijo lahko potem odvečno seveda s pridom izkoristimo v sistemih, kot je elektrolizer, kjer pretvarjamo vodo v vodik. Vodik je gorivo prihodnosti, ki ga potem lahko uporabimo v gorivnih celicah za proizvodnjo elektrike, le to pa lahko uporabimo recimo v avtomobilih prihodnosti. Prednost teh obeh ciklov oziroma skupni imenovalec obeh ciklov pa je trajnost in ogljična nevtralnost oziroma manjša odvisnost prihodnje družbe od fosilnih goriv. Zdaj, če se osredotočimo samo na sistem pridobivanja vodika, so seveda prednosti in to je obnovljiv vir,
imamo ogljično nevtralnost in ni obremenitve za okolje. Ampak, kakor vsaka nova tehnologija, se tukaj soočamo pa tudi z določenimi problemi. In s temi problemi smo se ukvarjali mi. Tukaj gre predvsem za nizek izkoristek, ta je povezan z aktivnostjo katalizatorja, ki ga uporabljamo v elektrolizerju, potem kratko življenjsko dobo katalizatorja, ta je povezana z stabilnostjo katalizatorja in seveda s pomanjkanjem nizkocenovnih katalizatorjev. Danes uporabljamo predvsem platinaste katalizatorje, verjetno pa vsi veste, da je platina zelo draga in jo imamo v omejenih količinah. Se pravi, potrebno je uporabiti druge elemente. No, in smo že pri našem odkritju, se pravi, bistvo našega odkritja je, da smo namesto platine uporabili mešanico kobaltovega in manganovega sulfida, pri tem pa smo uporabili sinergijski efekt obeh katalizatorjev. Kajti sam molibdenov sulfid je zelo stabilen, vendar je neaktiven katalizator oziroma slabše aktiven. Po drugi strani, kobaltov sulfid je zelo aktiven in je manj stabilen. No, mi pa smo tukaj združili in smo dosegli sinergijski efekt, kjer smo nekako izbalansirali, da imamo oboje in aktivnost in stabilnost, kar je seveda potrebno za delovanje našega sistema. In če se osredotočimo na ta graf, da se ne bom podajal v detajle, naj vam samo povem, da krivulja bolj kot je pomaknjena desno, to pomeni, da je bolj aktivna in s tem, kadar je naš katalizator bolj aktiven, to pomeni, se pravi, boljši izkoristek elektrolizerja in posledično nižjo ceno. Zdaj seveda razložili smo tudi ta naš sinergijski efekt s pomočjo te sheme, kjer smo pokazali, da gre za nek niz kovalentnih in nekovalentnih interakcij našega materijala z elektrolitom in kar bistveno omogoča oziroma zniža aktivacijsko energijo našega sistema in zaradi tega je naš katalizator tako dober, kot je. Seveda, odkritje je plod treh skupin in sicer skupine z Argonne National Laba, skupine z Northwestern University in seveda naše univerze. Financiralo pa se je prav tako s pomočjo denarja ameriške vlade in denarja slovenske vlade. Hvala. Najlepša hvala. Večkrat danes smo že slišali, da je interdisciplinarnost pri takšnih raziskavah zelo pomembna. Ampak ste vedeli, da je dr. Dženorijo aktiven kolesar? Mu to poznavanje kolesarstva pomaga pri svojem delu? Poglejmo v naslednjih minutah. Hvala tudi za ta zanimiva pojasnila. Preden nadaljujemo s predstavitvami raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2016, prisluhnimo violinistki Ani Mezgec in kitaristki Zali Javornik z Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani.
Zaigrali bosta menuet iz velikega koncertantnega dueta Opus 52 Maura Giulianija. Lepo prosim.
Najlepša hvala Ani Mezgec in Zali Javornik. Na govorniški oder zdaj vabim profesorja dr. Tomaža Prosena z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ki mu je Evropski raziskovalni svet v okviru razpisa za priznanje raziskovalce odobril prestižno financiranje raziskovalnega projekta. Hvala, spoštovani rektor, spoštovana ministrica, spoštovani podžupan, dragi gosti. Veselje mi je in hvaležen sem, da ste me povabili sem. Čeprav je zdaj gre tukaj za dosežek, ki morda po naravi dosežka ne spada ravno v skupino dosežkov, ki se tu predstavljajo, bom vsem z veseljem ga na kratko predstavil. Torej, moram reči, da mi je bilo še posebej veselje, ko je Evropski raziskovalni svet moj projekt izbral. Prav zaradi tega, ker imam občutek, da je v zadnjih letih se odličnost znanosti meri predvsem po vrednosti aplikacij, neposrednih ali pa posrednih aplikacij, ki jih ima ta znanost, ta raziskovalni. Zdaj, v mojem primeru pač ne gre za neko aplikativno raziskavo, niti za posredno aplikativno raziskavo, morda za zelo posredno, ampak predvsem gre za pridobivanje novega znanja na področju neravnovesne statistične fizike. In metodologija dela je zelo matematično in formalno naravnana. Tako da je zelo težko tole predstaviti v nekem poljudnem smislu na tak kratek rok, ampak bom raje mogoče mogoče par takih zelo splošnih fraz uporabil, da bom ilustriral, zakaj gre. Torej, preden bom nadaljeval, se bom zelo kratek, bi se rad še zahvalil naši agenciji za raziskovalno dejavnost, ki je podpirala to raziskavo, recimo 2 preteklih ARRS projektih, ki sta bila pravzaprav nujno potrebna za to, da so bile stvari pripravljene, to se pravi, ERC projekt je bil odobren na podlagi recimo doseženih rezultatov, ki so bili financirani slovenskimi davkoplačevalci. V tem smislu bi se rad zahvalil slovenski agenciji. Torej, tole je prva stran iz vloge, tako da tukaj ne bom več komentiral, ker je premehno napisano, to je pač tisti abstrakt, recimo, ko morate pač skondenzirati vse noter v pol strani. Torej, seveda, kot sem rekel, nekak ideja ERC projekta je vedno pač nekak prebojna ideja, ampak mora se pa naslanjati na nek dosežek prijavitelja, ki pač pokaže, recimo, kot pravi feasibility, se pravi, da je ideja izvedljiva. In v mojem primeru gre, kot sem že omenil, gre za fundamentalne aspekte neravnovesne statistične fizike, predvsem za kvantni transport. Torej, vprašanje je, kaj se zgodi, ko nek mikroskopski sistem, torej katerega naravo mikroskopsko poznate, pa ne gre za to, da me zanimajo mikroskopski zakoni fizike, te vzamem za znane, imam pač nek model, ki ima za veliko sestavnih delov, ki so med seboj v interakciji, pa ga postavim v 2 rezervoarja, kot pravimo v statistični fiziki, se pravi med 2 neskončna sistema formalno, ki sta rezervoarja, ki imata recimo temperaturo, imata kemičen potencial, imata magnetizacijo in tako naprej. In takšne stvari, če imate rezervoarja, ki sta različna, ki jih ilustriram s takim rdečim pa modrim balončkom, ta rezervoarja sklopite s sistemom, sta različna in zato se nekaj začne dogajati, v neravnovesnem stacionarnem stanju teče tok skozi. In zdaj zaradi tega, ker teče tok, se pač lahko zanimive stvari dogajajo, predvsem tisto, kar mene zanima je, a se da takšno stvar natančno opisati, matematično precizno, se pravi, kot pravimo, rigorozno. In tukaj je pač nekaj člankov, ki jih omenjam mojih v zadnjih parih letih, kjer sem uspel razviti nekakšen formalen pristop, kako takšna neravnovesna stacionarna stanja točno opisati. Gre za integrabilnost izven ravnovesja, če se izrazim s tremi besedami. No in tukaj je pa mogoče centralni rezultat, na katerem gradim, je pa rigorozna meja za balističen transport pri visokih temperaturah. Se pravi, gre za nek transportni koeficient, ki mu pravimo Drudejev utež, se pravi pri frekvenci 0, predstavljate si, kot da imate Ohmov zakon, priklopite na eno žico 2 pola, se pravi različnima električnima potencialoma, in vas zanima, kakšen tok bo skozi tekel, no in skaže se, da tukaj je tale tok, ki bo skozi tekel, fraktalna funkcija parametrov sistema. Gre za točno rešitev, z tega so sledili potem neki koncepti, na katerih tudi gradimo, ki jim pravimo kvazi lokalni ohranitveni zakoni. No, zdaj ne bom vas več mučil s tem. Fajn je, če imate tak projekt, da probate nekako glavno idejo skondenzirati v en sam paragraf. A sem šel že čez? Ne vem, to bom takoj nehal. Se pravi, in zdaj za tiste, ki imate malo več matematične izobrazbe, lahko rečem, če je en stavek. V mojem primeru gre za to, da tukaj se pač naslanjam na probleme, ki niso, kot pravimo, diagonalizabilni. Tisti, ki ste se z matematiko kdaj srečali, veste, da se večinoma trik da diagonalizirati. Te stvari, ki so tukaj glavne, so zato zanimive, ker so vezane s problemi, ki se jih ne da diagonalizirati.
Ne bom pa nehal, ne. Se pravi, projekt sem organiziral v 3 stebre, ne. Eno so točne rešitve, druga je stabilnost točnih rešitev, če malo zlomite sistem, tretja je pa moja, recimo, prva ljubezen, kvantni kaos. Hvala lepa. Najlepša hvala, profesor Prosen. Naši kolegici Ini Petric Trompe je profesor Prosen pred dnevi povedal še več. Med drugim je odgovoril tudi na vprašanje, ali bi znanost morala slediti trgu. Poglejmo, kaj je povedal. Hvala. Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani so odkrili inovativen termodinamski model za simulacijo pogonskih sistemov vozil v realnem času. Predstavil ga bo njegov avtor, profesor dr. Tomaž Katrašnik. Spoštovani, torej bom kar začel z motivacijo.
Motivacija izhaja iz postopka razvojnega procesa in torej usmerjeni bomo ali v zgodnje virtualne faze, tukaj dejansko nastaja nekako izdelek, ga snujemo, oblikujemo topološko in v tej fazi seveda nimamo na voljo meritev. Torej, kaj pomeni? Kaj si želimo v teh fazah? V teh fazah si želimo visoko natančnost simulacijskih modelov, visoko stopnjo napovedovalnosti, kar pomeni, modeli morajo biti mehanistično osnovani in kratke računske čase, da lahko izvedemo veliko število simulacij. Seveda kasneje se pa preselimo na drug del, torej validacijske faze, tukaj pa, da skrajšam, dejansko je ključno to, da modele vključujemo v tako imenovan hardware in the loop koncept, kar pomeni, da morajo nujno teči v realnem času. In iz tega se zdaj pojavlja izziv. Ali uspemo enake modele uporabiti na obeh straneh v razvojnega postopka, kar pomeni, ali uspemo združiti mehanistično osnovo in računske čase, ki so znotraj realnega časa. In to je predstavljal problem, nekako, ki sem se ga lotil. Torej, nekako, če pogledamo zdaj topologijo takšnega pogonskega sistema vozila, predstavljeni hibriden pogonski sistem. Tradicionalno smo vsako takšno komponento modelirali z stacionarno mapo, ki bi seveda bila vnaprej izmerjena, kar pomeni, stopnja napovedovalnosti takšnega modela je bila 0. In seveda to smo nekako rešili kako inovativno, tako da smo razvili termodinamski model simulacijskega modela motorja, ki je mehanistično osnovan, hkrati pa omogoča izračune v realnem času. Kako ni na moj strani. Torej, za primer valja to pomeni, bomo izpustili, za primer valja to pomeni, da izračunavamo termodinamske, lahko to ustavite mogoče, ne teče samo naprej. Ne, ker jaz se ne dotikam nič. Zdaj prav malo mučno. Ja, ne vem. Torej, pomeni, da izračunavamo termodinamske parametre, kemijsko kinetiko, v tem primeru tvorbe dušikovih oksidov in kot rezultat dejansko dobimo termodinamske parametre v valju in izpuste onesnažil. Torej, zdaj kaj je pri tem novo? Prvič smo razvili inovativen model zgorevanja, ki omogoča doseganje višje natančnosti ob računskih časih, ki omogočajo simulacije v realnem času. Ampak to ni dovolj, zato smo razvili še inovativen, patentiran pristop, kako skrajšati računske čase takšnega modela, kjer se morajo vsi parametri izračunati več 10.000 krat v sekundi. In to smo naredili tako, da smo sistemsko matriko dejansko razbili na podmatrike, ki imajo podobne karakteristične čase in jih rešujemo v različnih časovnih domenah. Dodatno pa smo domeno valjev izračunali tako, da sorodne valje ne računamo procese v vsakem izmed valjev, ampak ga izračunamo v enem valju in na to z inovativno termodinamsko metodo rekonstruiramo parametre ostalih in tako smo razvili prvi model, ki je sposoben mehanističnega popisa v realnem času. Zdaj pa mogoče nekaj uporabnih rezultatov, en ilustrativen primer. Torej, kaj smo želeli primerjati? Po nekem voznem ciklu, torej tukaj je 200 sekund, seveda lahko izberemo poljuben profil, lahko poljubno tudi konfiguriramo pogon, smo primerjali hibriden pogonski sistem z konvencionalnim. In seveda nekako vidimo, motor v hibridnem pogonu lahko deluje pri nižjih vrtilnih frekvencah, lahko tudi seveda posledično deluje z višjim izkoristkom in posledično porabi manj goriva, nekako je znano, ampak kaj ta model omogoča, ker je mehanističen, omogoča bolj natančen izračun teh parametrov, kot so modeli do sedaj, to je prvi plus. Drug plus tega modela pa je tudi to, da recimo seveda niso pomembne samo poraba goriva, ampak izpusti onesnažil, kar je pa zelo pomembno, nekaj se jih tvori v motorju, nekaj se jih kasneje pretvarja v katalitičnih pretvornikih, kjer je pa zraven koncentracij pomembna tudi temperatura. In seveda zdaj lahko izračunamo pri hibridnem pogonskem sklopu višjo temperaturo, ampak tudi višje izpuste onesnažil. In če pogledamo, tukaj vidimo, da se je zaradi delovanja motorja pri višji obremenitvi generiralo več kot red velikosti več dušikovih oksidov in če tega ne bi upoštevali v začetku, bi napačno konfigurirali sisteme za naknadno obdelavo, kar pomeni, bi bilo potrebnih dosti izboljšav ali popravkov v naslednjih fazah. Torej, če nekako združim, kaj je pomembna vrednost tega modela? Pomembna vrednost tega modela je, da dejansko bolj učinkovito kot modeli do sedaj omogoča podporo razvoja sodobnim pogonskim sistemom vozil, ki so okolju prijaznejši.
Torej, rezultati se nekako združujejo v podeljeno mednarodno patentno prijavo nekaj kvalitetnih publikacij, ampak še bolj pomembno je to, da je tak model že integriran v profesionalno simulacijsko orodje vodilnega svetovnega proizvajalca teh orodij in da se že uporablja v razvojnih oddelkih določenih proizvajalcev vozil. Posledično so tudi raziskave večinoma financirane z tujim neposrednim industrijskim denarjem. Kot konec pa moram povedati, nismo tisti, ki bomo do konca zagovarjali motorje, to je nekako lep epilog, nekako smo že gledamo naprej in intenzivno delamo tudi na simulacijah gorivnih celic in baterij, tako da ne bomo ostali v prejšnjem stoletju. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Za vsak premik v življenju, vemo, je potrebna motivacija. Nekaj o njej je dr. Katrašnik povedal tudi nam prejšnji teden, tako da si kar poglejmo. Vsekakor bomo v prihodnosti priča zelo velike elektrifikacije pogonskih sistemov. Nekako vidimo že zdaj, vozila na električni pogon so že zelo razširjena. Prav tako imamo na trgu prva vozila, ki uporabljajo gorivne celice. Vsekakor pa razvoj ne bo zelo hiter. Torej, pri tem je treba vseeno imeti v misli, da za prevozno dolge, torej ladijski medcelinski prevoz, letalski medcelinski prevoz in kamionski prevoz čez recimo celine ali čez velike države, dejansko za te načine prevoza ni trenutno dobrih alternativ ogljikovodičnih goriv. Tako da bomo v srednjeročni prihodnosti dejansko pričali zelo veliki kompleksnosti in sobivanju različnih tehnologij, ki pa seveda prav povečujejo kompleksnost, saj treba z ozirom na ciljno aplikacijo, z ozirom na namen uporabe in tudi na tržišče dejansko pravilno zasnovati pogone. Pri tem so pa pomembni tudi ustrezni trgi, saj ni pomembno samo tehnologija vozila, ampak je pomembna tudi infrastruktura, ki je na voljo in prav zato prihodnost pogonskih sistemov vozil ne bodo krojili samo tehnične rešitve, ampak tudi družbeni, politični in ekonomski vidiki. Vsekakor pa elektromobilnost tista, ki bo v naslednjih letih doživela največji razmah in prav zato se tudi v laboratoriju zelo učinkovito ali zelo intenzivno ukvarjamo z elektromobilnostjo. Vsekakor smo zelo močno vpeti v mednarodni prostor, torej kljub temu poskušamo doma narediti določene doprinose, ampak bistveno je, da dejansko znamo svoje delo zelo dobro umestiti v mednarodne trende, saj mi to daje po eni strani aktualnost, po drugi strani pa tudi nekako nas prisili za to, da smo na zelo visoki stopnji ozaveščenosti in da smo zelo dobro nekako znanstveno raziskovalno vpeti v te tokove. Torej, pomembno je tudi to, da dejansko v tujini ne sodelujemo samo kot nek partner, ampak dejansko, da se v tujini poskušamo zelo aktivno poslužiti denar. Torej, naše aktivnosti v tujini so dejansko tudi financirane z tujimi sredstvi. Pri tem smo zelo aktivni na področju mednarodnih projektov v okviru Evropske skupnosti, zelo močno smo aktivni tudi na področju javnih projektov določenih držav članic Evropske unije. Prav posebej smo ponosni na zelo intenzivno sodelovanje s tujo industrijo, ki pri nas ne da prinaša zgolj majhen delček denarja, ampak prinaša zelo pomembna sredstva za razvoj laboratorija. In ta sredstva se dejansko služimo na zelo kompetitivnem evropskem trgu, kar tudi potrjuje našo zelo dobro znanstveno preiskovalno in tudi aplikativno znanost. Hvala lepa in srečno naprej.
Na govorniški oder zdaj vabim profesorico doktorico Tatjano Avšič Župan z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. V imenu raziskovalne skupine bo predstavila dosežek, ki ste ga v medijih mnogokrat že slišali. Gre za odkritje povezave med virusom Zika in mikrocefalijo. Lepo prosim. Spoštovani gospod rektor, dragi gostje, drage kolegice in kolegi. Kot sem bila že napovedana, ste verjetno o našem dosežku že slišali tudi iz medijev, saj je bil medijsko kar precej obsežno obravnavan takrat, ko smo pač naš dosežek uspešno objavili v reviji. Torej, to delo je plod ne samo nas, članov medicinske fakultete, ampak tudi kolegic iz Univerzitetnega kliničnega centra, predvsem ginekološke klinike in pa tudi Inštituta za radiologijo Univerzitetnega kliničnega centra. Torej, virus Zika je virus, o katerem smo v zadnjem letu večkrat slišali in brali, pa vseeno dovolite mi nekaj besed povedati o njem. To je flavivirus, katerih predstavnike poznamo bolj pod imenom virus denga recimo ali pa virus rumene mrzlice, dočim virus Zika se ravno tako prenaša z vbodom komarja, tako med svojimi naravnimi gostitelji, ponavadi v džungli, kakor tudi na ljudi. In sicer poznamo virus Zika že dobrih 70 let, kar pomeni za viruse starostnika, čeprav verjamemo, da so virusi mnogo starejši kot pa človeška bitja na zemeljski obli. Vse do leta 2007 ta virus sploh ni bil pomemben, tako ne v medicini, kakor za nas raziskovalce, ne. Medtem pa se je takrat pojavila epidemija, pravzaprav izbruh na malem mikronezijskem otoku Jab, kjer je zbolelo približno 3/4 prebivalcev tega otoka z značilnimi kliničnimi oblikami bolezni, kot so visoka telesna temperatura, bolečine v sklepih in pa mišicah, pordele očesne veznice, ki so običajno zelo srbeče, in pa makulopopolozen izpuščaj, ponavadi po končinah, lahko pa tudi po trupu. No, še vedno ni bilo nobenega zanimanja za ta virus in bolezen, ki jo povzroča, do tega, da so naslednjih nekaj let pojavila malo večja epidemija na otokih francoske Polinezije, kjer je zbolelo 70% prebivalstva in že takrat smo poslušali poročila, da lahko bolniki po okužbi z virusom Zika zbolijo za posledicami, kot je Guillain-Barré sindrom, pač nevrološki zaplet, in tudi dvem materam, ki so bile okužene s tem virusom Zika, so se rodili otroci, ki so bili ravno tako okuženi. No, seveda pa je glavno pozornost vseh nas povzročila velika epidemija virusa Zike, ki se je pojavil v državah Latinske Amerike, predvsem v njeni največji članici, to je v Braziliji, leta 2015. In sicer se je povezala ta epidemija z velikim številom otrok, ki so se rodili z poškodbami možganov, torej z majhnimi možgani. No, nihče se ni upal o tem govoriti, ali je res kakšna povezava med virusom Zika in pa mikrocefalija, kot imenujemo te majhne možgane in pa poškodbe, dokler ni naša raziskovalna skupina imela priložnost raziskati nosečnico, ki se je v 3. mesecu nosečnosti okužila z virusom Zike, kajti živela je v Braziliji, in ko je nekako v 8. mesecu nosečnosti opravila ultrazvočne preiskave in magnetno-resonančne preiskave, kot smo danes slišali, zelo pomembne, se je ugotovilo, da ima otrok zastoj v rasti, da ima plod majhne možgane, majhno glavico in kalcinacije tako v posteljici kot v glavici. No, mati se je zaradi slabe prognoze za tega otroka odločila za medicinsko pogojeno prekinitev nosečnosti in seveda v takih primerih je potrebno opraviti tudi avtopsijo. Avtopsija je pokazala, kot vidimo na levi strani, možgančke tega ploda, ki so popolnoma
seveda majhni, nimajo nobenih možganskih vijug, vidimo kalcinacije, kar govori za nerazvitost možganov, predvsem možganske skorje v primerjavi z desno stoječimi možgani. Seveda smo mikrobiologi nadaljevali in iskali povzročitelja, ali je res morda kakšna povezava med virusom Zika in poškodbami, ki smo jih videli pri tem plodu, in dokazali smo v možganih, predvsem v možganski skorji, virus Zika ne samo z molekularnimi metodami v visoki koncentraciji, temveč tudi, kot lahko vidimo na desni sliki zgoraj, z elektronsko mikroskopsko preiskavo virusne delce, ki so kazali na to, da se virus razmnožuje in se je razmnoževal v možganskem tkivu. Prav tako nam je uspelo iz tkiva možganov ugotoviti popolni genom z novo generacijo sekveniranja virusa Zike in hkrati smo dokazali ne samo, da je šlo za prvi in neposredni dokaz prehoda virusa Zike preko placente na plod in okužbe možganov, ampak da je tudi virus Zika tisti, ki je kriv in vzrok za to, da so bili možgani tega ploda in vseh ostalih skoraj 3000 dojenčkov, ki so se poškodovali na ta način do danes na svetu, povzročeni zaradi virusa Zike. Hvala. Hvala lepa, doktorica Avšič Županc, za vašo predstavitev. Še več pa bomo izvedeli v posnetku nadaljevanju, tudi to, česa se moramo v prihodnosti še bati. Dobili smo številne čestitke, predvsem iz tujine, pohvale in pa seveda vabila za sodelovanje. Raziskave o Ziki potekajo v večjih smereh. Ena je predvsem proučevanje bolezenskih znakov, tako pri okuženih otrocih, potem tudi pri okuženih odraslih in posledicah, ki jih okužba lahko pusti. Druga smer je seveda zelo močna raziskovanje in iskanje potencialnih učinkovit, kot so zdravila, predvsem pa cepiva, in ne nazadnje proučevanje samega mehanizma nastanka, kako virus okuži katere celice, in s tem se tudi sami ukvarjamo trenutno. Ja, za skupino je to zelo velik uspeh, tudi za inštitut, fakulteto, ne nazadnje za Slovenijo. Zelo smo ponosni, bilo je veliko evforije, veliko tudi medijskega dela, ki ga nismo vajeni, in zato smo včasih imeli težave potem s svojim rednim delom, ki smo ga ravno tako morali opraviti, ampak vsekakor je za nas to izjemno velika, dobra in prijetna izkušnja. Menim, da si ljudje kot del živalskega kraljestva na planetu Zemlja delimo prostor z ostalimi živimi bitji in seveda se za ta prostor tako eni kot drugi borimo, med njimi tudi seveda z mnogimi in mnogo številčnejšimi mikroorganizmi, kot so virusi, in če nespametno delujemo, se obnašamo, kar počnemo zadnjih nekaj desetletij, nam mikroorganizmi dostikrat udarijo z neprijetnim udarcem, kot so recimo odpornost bakterij proti antibiotikom in drugim protimikrobnim snovem in seveda tudi novi virusi s svojimi posebnimi
lepa še enkrat. Zdaj pa se za nekaj minut z medicinske fakultete selimo na Naravoslovno-tehniško fakulteto Univerze v Ljubljani. Doktorica Jelena Vasiljevič nam bo v imenu raziskovalne skupine predstavila razvoj novega postopka oblikovanja večfunkcionalnega, visokoopravno obstojnega anorgansko-organskega hibridnega filma Sol-Gel. Spoštovani, v svojem imenu ter imenu naše raziskovalne skupine se zahvaljujem Komisiji za raziskovalno delo, kar je izbrala naš raziskovalni dosežek za enega izmed 10 najodmevnejših dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2016. Predstavila vam bom nov postopek oblikovanja večfunkcionalnega filma Sol-Gel za dosego hkratne superhidrofobnosti, samočistilnosti, protimikrobnosti in povečane stabilnosti polimernih substratov. Ta raziskovalni dosežek je nastal v sodelovanju naše raziskovalne skupine nekaj ne dela. Naše raziskovalne skupine Naravoslovno-tehniške fakultete in s raziskovalno skupino Kemijskega inštituta. Delo je finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Rezultate tega dosežka smo objavili v izvirnem znanstvenem članku v reviji Cellulose, drugi izvirni znanstveni članek je v postopku recenzije, objavili smo slovenski patent, medtem ko je evropski patent v postopku pridobivanja. Večfunkcionalni film smo oblikovali z uporabo nanotehnološkega postopka Sol-Gel, ker smo uporabili naslednje prekurzorje. Prekurzor tetraetilortosilikat smo uporabili za oblikovanje mikro do nanostrukturirane hrapavosti površine polimernega substrata. Za oblikovanje večfunkcionalnega filma smo uporabili anorgansko-organske hibridne trialkoksisilanske prekurzorje, ki se med seboj razlikujejo v organskih funkcionalnih skupinah. Uporabili smo prekurzor SIF s perfluoroalkilno skupino za dosego superhidrofobnosti in samočistilnosti, prekurzor SIP, ki v svoji strukturi vključuje fosfor in dušik za dosego ognjevarnosti, in prekurzor SIQ, ki v svoji strukturi vključuje kvarterno amonijevo skupino za dosego protimikrobnosti. Zamreževalni organsko modificiran ciklotetrasiloksan smo uporabili za izboljšanje urejenosti večfunkcionalnega filma. Film smo oblikovali na bombažnih vlaknih v 2 stopnjah. V prvem koraku prve stopnje smo izvedli površinski nanos predhodno sintetiziranih 200 nanometrskih delcev SiO2. Modifikacijo hrapavosti površine substrata smo nadaljevali s sintezo nanodelcev in situ v prisotnosti tekstilnega substrata in v drugi stopnji postopka smo na površini substrata oblikovali večkomponentni, večfunkcionalni film z uporabo ekvimolarnega sola hidroliziranih anorgansko-organskih hibridov. S pomočjo razvitega postopka nam je uspelo spremeniti visoko hidrofilno površino celuloznega substrata v superhidrofobno in samočistilno. Prosim, če lahko kliknete na... Zaradi česa se kapljica vode ni hotela odtrgati z igle. Zaradi prisotnosti kvarternih amonijevih skupin je oblikovan film tvoril biobariero z odlično protibakterijsko aktivnostjo. Poleg tega je za film bila tudi značilna pasivna protibakterijska aktivnost zaradi nizke adhezivnosti površine. Oblikovan film je tekom termične degradacije tvoril zaščitno bariero v kondenzirani fazi, kar je omogočilo zvišanje termooksidativne stabilnosti lahko gorljivega celuloznega substrata, kot tudi popolno ustavitev tlenja. Oblikovan večfunkcionalni film je bil visoko stabilen tudi po večkratnem pranju, kar je izjemno težko doseči in takšnih rezultatov v literaturi še nismo zasledili. Hvala za pozornost. Hvala lepa, doktorica Vasiljevič.
Zanimalo nas je tudi, kje je dobila navdih za raziskavo, zato smo jo to tudi vprašali, pogovarjali pa smo se še z njeno mentorico, ki je prav tako soavtorica izbranega dosežka. Poglejmo. Hvala obima še enkrat in čestitke. Spoznali bomo še 10. najodmevnejši raziskovalni dosežek Univerze v Ljubljani v letu 2016. Nanaša se na razvoj Vranice. Predstavil ga bo avtor raziskovalnega dosežka, v skupini sta dva, in sicer profesor dr. Gregor Majdič z Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Najlepša hvala Univerzi za prepoznavo našega dosežka. Avtorjev je seveda več, dva pa samo iz Slovenije. Moram povedati, da je bilo tukaj naš del relativno majhen. Smo bili pa hvaležni skupini Andreja Brendolane, ki je zasnoval raziskavo in nas povabil k tej raziskavi, ki pa je bila v celoti, mislim, da zelo pomembna in zanimiva. Zdaj, kaj je vranica? En organ, o katerem običajno ne vemo prav dosti, ki pa nima funkcije samo to, da ga lahko uporabimo za vranične cmočke v goveji juhi, ampak ima pomembno vlogo v telesu. Sicer dve glavni vlogi, ena je skladiščenje rdečih krvničk, razgradnja rdečih krvničk in pa pomembno sodelovanje pri delovanju imunskega sistema. Obstoja tudi pri ljudeh bolezen, ne ravno pogosta, vendar obstoja tako imenovana prirojena asplenija, prirojeno odsotnost vranice ali nepravilen razvoj vranice, zaradi česar so tudi te naše raziskave pomembne. In predhodne raziskave so pokazale neko povezanost med geni TLX1 in pa SF1 z razvojem vranice pri ljudeh. Pri modelnih organizmih miših pa so raziskave pokazale, da pri miših, ki nimajo gena TLX1, ni vranice, pri miših, ki nimajo gena SF1, pa je vranica zelo majhna in funkcionalno precej slabše deluje. Tako da nas je zanimalo, kaj se dogaja, kako ti dva gena vplivata na razvoj vranice. Tole je samo en majhen del raziskav, celoten članek je bil zelo obsežen, kjer smo pokazali v našem delu, da odsotnost gena SF1 vpliva na izraženost tako gena TLX1 in pa tudi na
aktivnost nekaterih drugih genov, ki so udeleženi v signalno pot retinojske kisline. Retinojska kislina pa je ena pomembna molekula, ki vpliva na delitve številnih celic v razvoju zarodka pri sesalcih. Tako da na osnovi teh rezultatov smo postavili model, kako naj bi potekala molekularna pot razvoja vranice, in sicer domnevamo, oziroma naši rezultati kažejo, da gen SF1 vpliva na izraženost gena TLX1 in pa gena CYP26B1. Gen TLX1 na to negativno vpliva na izraženost receptorja za retinojsko kislino, gen CYP26B1 pa vpliva na samo sintezo retinojske kisline in preko te regulacije se zavre tako sinteza retinojske kisline kot zmanjša izraženost receptorjev. Če sta te dva gena odsotna, če ne delujeta, pa se na račun tega poveča proizvodnja retinojske kisline, poveča se aktivnost receptorjev za retinojsko kislino, zaradi česar se celice drugače delijo, imajo drugačno poddiferenciacije, nastaja manj krvnih žil, ki ne omogočajo potem nepravilen razvoj vranice, zaradi česar se vranica potem ne razvije, ker se ne razvijajo krvne žile kot nosilec razvoja nekega organa, ki prinaša kisik in pa hranila v razvijajoči se organ. To je bilo vse. Hvala lepa. Najlepša hvala, dr. Majdič, ki pa nam je v nadaljevanju v videoposnetku povedal tudi, zakaj so medicinske raziskave tako privlačne. Poglejmo si. Najlepša hvala tudi za ta pojasnila, dr. Majdič. Naj se torej v raziskave vlaga, se jih spodbuja in naj se jih spoštuje. Danes smo bili priča vsemu dobremu, kar lahko prinesejo za razvoj naše družbe. Spoštovani gostje, dame in gospodje, sodelavci, sodelavke, smo pri koncu današnjega dogodka. Spoznali smo vseh 10 najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2016. Najlepša hvala avtorjem za vaše predstavitve in seveda hvala vam, drage gostje, za udeležbo, s katero ste pokazali, da vam je področje raziskav pomembno. Vse vtise danes lahko strnemo v sosednjem prostoru na druženju, kamor vas zdaj prav lepo vabim, hkrati pa vam želim lep dan še naprej. Najlepša hvala.